Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa. Sliko smo v Domžalah, kjer je pred nami srečanje osmine finala slovenskega nogometnega pokala, nasprotnika pa, kot lahko vidite, Kalcer Radomlje in Olimpija. Gre za srečanje, kot sem dejal, osmine finala slovenskega pokala. Kratka podaja, kombinacija Miškiča s Savičem, pa Brkić, ki ima nekaj več prostora in tudi izvrsten udarec, odličen. Pa se je preizkusil na začetku letošnje sezone pri Pafosu, kjer je trener Luka Elzner, toda kmalu se je vrnil k Olimpiji, ki ima zdaj veliko priložnost in Ljubljančani vodijo. Ki je stekla po levi strani, Savič je podal pred gol. Še enkrat so Ljubljančani ekspresno prišli do te žoge. Benko podaja Saviču, nova nevarna akcija. Savič bo podal pred gol in to bo zadetek. To bo zadetek, strelec je Leon Benko. Zadevo dokončal Boateng, tokrat pa sta Savič in Benko kar sama izpeljala tole krasno akcijo. Poglejte, izjemno podajo Saviča, 2x15 minut in če tudi takrat še ne bi bilo zmagovalca, potem bi odločali kazenski streli, toda Miškič, Klinar bo tule dovolj hiter, prišel je do žoge Klinar, tudi do predložka in Olimpija vodi s 3-0, strelec je ponovno Benko. In takole je Klinar najprej podal po kartonu rumene barve, glavni sodnik tega srečanja Andrej Žnidaršič. Boateng s predložkom, 3-0, oziroma tretji gol Benka, skupno že 4-0. Če sem danes nekako že vlekel vzporednice s tekmami naše izbrane vrste, pa naj nadaljujem tudi v tem pogledu. Gol razlika Olimpije, toda za ovratnik seveda diha Maribor, 6 zmagami, 3 remiji. Bum! Klinar je imel ogromno časa in prostora. 5 golov so že zabili in zlahka se bodo torej uvrstili v četrtfinale. Hajric strelja in tole je tisto, o čemer sem že govoril. 8 jih je dodal v prvenstvu, torej že 11 golov za Hajriča v tej sezoni. Visoko zmago Ljubljančanov. Miškič, lepa podaja Benku, nova priložnost za Leona. Benko preigrava, kdo prihaja iz ozadja in zadeva. Mislim, da je to Savič, tako je. Tole podajo Miškiča. Benko je žogo lepo sprejel, se potem tule malce poigral z Ivkičem. Tudi Ivanov ni bil posebej odločen.